je sejem, ki ga predstavlja Slovenska vojska, Slovenska policija, zaščita in reševanje, gasilci in seveda tudi ostali razstavljavci. Prijeten pozdrav na 6. mednarodnem sejmu obrambe, varovanja, zaščite in reševanja Sobra 2016. Sejem Sobra predstavlja leto že 6. ponovitev. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska vojska, Pomurski sejem smo ga v Gornji Radgoni skupaj prvič organizirali septembra 2003. leta, ter ga poimenovali z imenom Sodobna vojska. Sejem je v letu 2009 dobil nove vsebine ter novo poimenovanje, ki se ga drži še danes, to je Sobra. Tako ob področju obrambe še celoviteje predstavlja celoten sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotavlja varnost premoženja in osebne varnosti. Sobra prinaša še močnejše zavezništvo gospodarstva, Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Slovenske vojske, Slovenske policije, Uprave za zaščito in reševanje, Gasilske zveze Slovenije ter civilne družbe v celoti. Kot predstavnika organizatorja prireditve vabim k mikrofonu predsednika uprave Pomurskega sejma, gospoda Janeza Rjavca. Spoštovani predsednik, izvolite. Spoštovana ministrica za obrambo Republike Slovenije, gospa Andreja Katič, spoštovani namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alen Geder, spoštovani župan občine Gornja Radgona, gospod Stanko Rojko, spoštovani poslanci Državnega zbora, svetniki Državnega sveta, spoštovane ekscelence, veleposlaniki, atašeji, spoštovani predstavniki Slovenske vojske, policije, civilne zaščite, gasilce, predstavniki domoljubnih organizacij, spoštovane razstavljavke, razstavljavci, spoštovana vinska kraljica Slovenije, dame in gospodje. V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu Pomurskega sejma in v svojem imenu prisrčno pozdravim na otvoritvi že 6. mednarodnega sejma obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra 2016 tukaj v obmejni Gornji Radgoni. Ko smo pred 13 leti v Gornji Radgoni organizirali prvi sejem obrambe, takrat imenovane Sodobne vojske, smo bili polni izzivov in idej pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo in zvezo NATO. To sta bila tudi glavna razloga, da v obmejni Gornji Radgoni naredimo sejem, ki bo simboliziral povezanost v združeni Evropi in vsestranski pomen zavezništva za Slovensko vojsko in obrambni sistem mlade države, Evrope in sveta. Glavni namen povezav pa ni bil samo v zagotavljanju varnosti in miru, ampak tudi v priložnosti za slovensko obrambno industrijo in gospodarstvo nasploh, ki se mu je s temi povezavami odpiral nov trg. S sejmi smo doživljali preobrazbo Slovenske vojske, pa tudi sistemov obrambe, varnosti ter civilne zaščite in gasilstva. Doživljali pa smo tudi spremembe, ki so jih prinesle širitve Evropske unije in zveze NATO. In še posebej šengenskega območja, ki nam je odprlo pot v brezmejno Evropo. In ko smo že mislili, da bo Evropa le še zgodba o uspehu, v kateri bo tudi Balkan in Orient, in bodo meje, zidovi in bodeča žica zgodovina, carine, trgovinske ovire in konflikti med državami preteklost, je vse to in še veliko več postalo ponovno realnost. Vojne tam daleč na Bližnjem vzhodu naenkrat niso več samo njihove. Tudi klimatske spremembe, gospodarske in finančne krize niso zgolj lokalne. So tudi naše. Saj živimo v globalnem svetu. V svetu,
kjer vladajo globalni interesi, kjer so vojne nadaljevanje svobodne trgovine in migranti posledica vojn, klimatskih sprememb in gospodarskih kriz. Nikoli do sedaj v Evropi ni bilo toliko govora o vojnah, terorizmu, migracijah in posledično obrambi, varnosti in zaščiti. Evropska unija, in mi smo del te unije, se sooča z velikimi izzivi. Vprašanje je, ali še lahko zagotovimo varnost brez tega, da najprej zagotovimo varnost tistim, ki bežijo. Tudi na Pomurskem sejmu smo se prav v tem času pred enim letom soočili z begunci. Sejemske dvorane so za nekaj mesecev postale prehoden dom za 45.000 beguncev. Bila je neka nova izkušnja, ki pa je pokazala, kako pomembno je sodelovanje med različnimi inštitucijami, kot je Slovenska vojska, policija, civilna zaščita, gasilci in civilno družbo, pa tudi sodelovanje lokalne skupnosti, prostovoljcev in sosedov preko meje. Izkazalo se je, da so nam prav prišle tudi izkušnje iz sejemske dejavnosti in tradicionalno dobri odnosi z lokalnim okoljem in z našimi sosedi. Vesel sem, da smo po 6 letih našli neko skupno točko, na kateri smo lahko zgradili letošnji 6. sejem obrambe, zaščite, varnosti in reševanja. Sobra 2016, in da Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Slovenska policija, Ministrstvo za notranje zadeve, civilna zaščita in gasilci tvorijo ogrodje tega sejma. Letošnji sejem je namenjen temu, da po letih krize in spremenjenih mednarodnih okoliščinah sistemi obrambe, varnosti, zaščite in reševanja dobijo ponovno tisto veljavo, ki si jo v družbi zaslužijo. In to ne samo v obliki medijske pozornosti, ampak tudi v obliki materialnih dobrin. Tu mislim predvsem tudi na višji obrambni proračun. Slovenska vojska bo na sejmu predstavila specialnosti, ki so predpogoj za zaposlitev in možnosti izgradnje kariere. Mlade bo poskušala navdušiti in prepričati, da je biti vojak, vojakinja najvišja oblika pripadnosti domovini in najvišja oblika časti v družbi. Policija bo predstavljala splošne policijske naloge, varnost cestnega prometa, varovanje državne meje, delo kriminalistične policije, forenzike in veliko drugih aktivnosti. Gasilska zveza Slovenije bo prikazovala oblike pomoči in reševanja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje pa bo predstavila svojo organiziranost in glavne dejavnosti. Poleg inštitucij pa se na letošnji sobri predstavlja še 100 podjetij in zastopstev iz 10 držav, ki upajo na nova naročila. Obrambna industrija je izrednega pomena za varnost države in za gospodarstvo, še posebej za razvoj in inovacije. Med pomembne tuje predstavitve sodi predstavitev avstrijskih podjetij v okviru avstrijskega veleposlaništva in veleposlaništva Republike Poljske, ki v okviru poljske obrambne skupine združuje 60 podjetij. Sejem pa spremljajo tudi številna predavanja, okrogle mize in svetovanja. Ponuja pa tudi celo vrsto dinamičnih predstavitev, predstavitve vrhunskih športnikov in za najmlajše tudi lutkovne predstave. Hvala Ministrstvu za obrambo
ministrici gospe Andreji Katič osebno, še posebej zato, ker ste si danes vzeli čas, da ste med nami, kljub temu, da je v Ljubljani pomembna seja vlade. Seveda hvala Slovenski vojski, policiji, civilni zaščiti, gasilcem in razstavljavcem, da ste naredili sejem, ki bo odpiral nove priložnosti in nam dajo samozavest in prepričanje, da živimo v varni in urejeni državi, ki ima inštitucije, ki jim lahko zaupamo. Vsem želim uspešen sejem, inštitucijam želim, da bi bile vrhunsko opremljene in usposobljene, vendar jih nikoli ne bi potrebovali. Razstavljavcem pa, da bi bili uspešni pri razvoju in prodaji najsodobnejše opreme. Naj bo Gornja Radgona v teh 3 dneh demonstracija varnosti, sodelovanja, zaupanja in prijateljstva. Hvala. Lokalna skupnost pomeni zavezništvo, sodelovanje, pomemben člen ožjega gospodarstva in političnega okolja ter gostitelja, razstavljavcev in obiskovalcev. K nagovoru vabim župana občine Gornja Radgona, gospoda Rojka, da se pridruži pregovornici. Hvala lepa. Naj bo moj topel pozdrav namenjen seveda vam, draga ministrica Andreja Katič, vam, dragi visoki gostje, ki imate različne uniforme na sebi, ki izražajo vašo pripadnost. Naj velja moj pozdrav tudi vsem obiskovalcem, obiskovalkam, razstavljavkam, tisti, ki ste v Gornjo Radgono prišli zato, da bi, tako kot vedno, ko to počnemo na sejmih, si pogledali v oči, izmenjali izkušnje, pa tudi malce potrgovali. Hvala lepa, gospod Janez, da vas imamo, da v Gornjo Radgono tudi z vašo pomočjo pride tolikšna množica zainteresiranih ljudi iz različnih skupin, ki vendarle imajo nekaj skupnega. Skrbijo za našo varnost. Skrbijo za to, da hodijo naši najmlajši mirno v šolo, da mi lahko hodimo v službe, da konec koncev mirno dočakamo svojo jesen življenja. Novi, sodobni državi, ki je naša, ki jo gradimo mi, vsi skupaj. In nedolgo nazaj sem prebral v časopisu eno zanimivo razmišljanje, ki govori o tem, da smo Slovenci skozi stoletja oblačili različne uniforme, se borili pod različnimi zastavami in da smo bili vedno lojalni in vedno vrhunski borci. Samo eno ob tem ni bilo zapisano, da smo bili najbolj lojalni svoji domovini, in to slovenski domovini. Naj si bo katerakoli uniforma je že bila oblečena. In zato imamo danes tudi svojo samostojno državo. Kajti, če bi ne gradili tega skozi stoletja, bodite prepričani, bi danes tukaj bilo drugače. In to je tisto, kar nas odlikuje. Še naprej vam želim, da uživate v Gornji Radgoni. Gornji Radgoni mesto vsejmo in penin, in da takrat, ko odidete z Radgone, zapišete v spomin, da je treba priti nazaj. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu. Današnjo slovesnost so in bodo še popestrili pripadniki orkestra Slovenske vojske. V Slovenski vojski namreč ne raste le naša nacionalna obrambna moč, temveč tudi vrhunski šport, kultura, glasbena umetnost. Slednjo še posebej poseblja orkester Slovenske vojske. Znotraj orkestra deluje tudi manjše zasedbe, ki so ceremonialni orkester, big band in komorne zasedbe, ki jo vodi danes tukajle Fredi Simonič. Pod njegovim vodstvom danes za nas nastopa trobilni kvintet, ki nam bo zaigral še skladbo Slovenec sem.
Prijetna dolžnost in čast za odprtje sejma, na katerem je toliko znanja, moči in sodelovanja, pa bo danes seveda pripadala naši prvi strateginji slovenske obrambe. Ministrici za obrambo Andreji Katič. Gospa ministrica, dovolite mi, da vas povabim k mikrofonu in k odprtju sejma. Prosim lepo. Spoštovani župan občine Gornja Radgona in župani sosednjih občin, poslanci Državnega zbora, spoštovani veleposlaniki in predstavniki diplomatskega zbora, predsednik uprave Pomurskega sejma, poveljnik civilne zaščite, namestnik načelnika Generalštaba Slovenske vojske, predstavniki veteranskih in domoljubnih organizacij, pripadnike in pripadniki vseh stebrov nacionalne varnosti, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, razstavljavci. Vesela sem, da vas lahko pozdravim na 6. mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja. Trdno sem prepričana, da je sejem Sobra izredno pomemben za zavedanje pozornosti, ki jo je potrebno namenjati obrambi, varnosti ter zaščiti in reševanju. In to tako v slovenskem kot v mednarodnem okolju. Na Ministrstvu za obrambo podpiramo dogodke, ki prispevajo k ustreznemu umeščanju obrambnega sektorja v naši družbi. Zato smo hvaležni Pomurskemu sejmu, ki je ohranil idejo organiziranja tradicionalnega obrambnega sejma in jo znova oživel. Zadovoljni smo, da je sejem organiziran tako, da je zanimiv tako za strokovno, kot tudi za širšo publiko. Zelo pomembno dejstvo je, da so na njem predstavljene ključne varnostne strukture v Republiki Sloveniji. Sejem je tako lepa priložnost, da se naše že sicer zelo dobro medsebojno sodelovanje med Ministrstvom za obrambo, Slovensko vojsko, Policijo, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter Gasilsko zvezo Slovenije še krepi. Seveda vidimo eno od pomembnih vlog sejma tudi v tem, da se na njem promovira slovenska obrambna industrija. Kajti v interesu Ministrstva za obrambo je, da prispevamo k večji poslovni uspešnosti slovenske obrambne industrije ter k njeni prepoznavnosti in konkurenčnosti. Za nas je namreč bistvenega pomena, da je Slovenska vojska primerno opremljena ter da v okviru zakonskih in proračunskih možnosti v opremljanje Slovenske vojske vključimo slovensko obrambno industrijo. Vesela sem, da smo lahko pomagali slovenski industriji in nekaterim raziskovalnim ustanovam pri pridobivanju projektov in sredstev v okviru Evropske obrambne agencije. Potrudili se bomo, da vse, kar je v naših močeh, storimo za to, da bomo še bolj krepili vlogo in omogočili priložnosti slovenske obrambne industrije, tako v Evropski uniji, kot tudi v NATO in drugih mednarodnih strokovnih združenjih. Poleg tega je za nas pri nabavi vojaške oborožitve in opreme izredno pomembno tudi, da se upošteva načelo dvonamembnosti. Na Ministrstvu za obrambo smo namreč prepričani, da je na obrambnem področju veliko znanja in možnosti za izdelke in storitve, ki imajo dvojno namembnost in s tem velik potencial za uporabo v civilnem okolju. Primer izdelka, ki ga je mogoče s pridom uporabiti tako v Slovenski vojski, kot tudi v sistemu zaščite in reševanja, varstva pred naravnimi nesrečami, so brezpilotni letalniki slovenskega proizvajalca C-Astral. Letalnike uvajamo v operativno uporabo Slovenski vojski. Poleg tega pa smo se že dogovorili tudi glede njihove uporabe pri nadzoru ogroženosti naših gozdov zaradi napada podlubnikov. Letalnike bomo uporabili tudi pri iskanju dela nedavno ponesrečenega letala na težko dostopnem območju. Sicer pa bodo v prvi vrsti uporabljeni za vojaške namene in sicer za zaščito naših sil in pridobivanje podatkov na območjih delovanja. Gospodarska kriza v zadnjem desetletju in predvsem varčevanje v javnem sektorju ter posledično zmanjševanje proračuna so žal zelo globoko zarezali v delovanje obrambnega sistema. Zmanjšan obseg finančnih sredstev, ki smo jih imeli v tem času na voljo, je bil dovolj le za pokrivanje tekočega delovanja in nujnega vzdrževanja nalog. Denar za investicije se je zmanjšal na minimum, kar se vse kaže tudi v zaostajanju pri opremljanju Slovenske vojske s sodobno oborožitvijo in opremo.
Kljub zmanjšanim sredstvom pa nam je vendarle uspelo, da smo nekaj denarja namenili tudi raziskovalnim projektom in upam, da bo investicij v raziskave in v razvoj v prihodnje še več. Vesela sem, da je tej vladi uspelo zaustaviti padanje obrambnih izdatkov in zadovoljna sem, da je naš namen, da od prihodnjega leta pa vse do leta 2019 za čas te vlade postopno zvišujemo obrambni proračun ter da znova zaženemo investicijski cikel. To bo končno utrlo pot nadaljnjemu razvoju Slovenske vojske in celotnemu obrambnemu sistemu. Rada bi tudi poudarila, da se Slovenska vojska na tem sejmu predstavlja kot eden izmed največjih delodajalcev v Republiki Sloveniji. In to je priložnost za vse mlade, da se na licu mesta seznanijo tako z utripom življenja in dela v enoti Slovenske vojske, kot tudi z njihovim delom v mednarodnih operacijah in misijah, ter tudi s pomočjo Slovenske vojske ob naravnih in drugih nesrečah. Tu se bodo mladi lahko seznanili z opremo in z oborožitvijo Slovenske vojske, ter paleto poklicev in specialnosti, ki jih Slovenska vojska potrebuje za svoje delovanje. Prepričana sem, da je zaposlitev v Slovenski vojski odlična priložnost za vse mlade, ki se želijo preizkusiti v vojaškem življenju, ki želijo preveriti svoje sposobnosti ter prispevati k ugledu in obrambi Republike Slovenije. Zato vabim vse, fante in dekleta, ki si bodo po izkušnjah s prejšnjih sejmov v velikem številu ugledali letošnjo Sobro, da se nam pridružijo ali kot poklicni pripadniki Slovenske vojske, kot pogodbeni rezervisti ali pa se odločijo za prostovoljno služenje vojaškega roka. Prav vseh bomo zelo veseli. Letošnji slogan Sobre, zavezništvo upanja, je prava izbira. Slovenska vojska ter sistem zaščite in reševanja, katerega največji del predstavljajo slovenski gasilci, uživajo veliko zaupanje med državljani. Želim si, da bi se to zaupanje v prihodnosti še krepilo. Želim si krepitve zaupanja med vsemi varnostnimi strukturami v Republiki Sloveniji, kajti pred nami so veliki varnostni izzivi. In želim si krepitve zaupanja tudi med zavezniki v okviru Severnoatlantskega zavezništva, katerega verodostojni člen je in bo Republika Slovenija. Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani organizatorji letošnjega sejma, želim vam, da bi si razstavne prostore, predstavitve delovanja in obsejenske strokovne razprave ogledalo in udeležilo čim več obiskovalcev, da bi se okrepile poslovne vezi in vzpostavile priložnosti za sodelovanje tudi v prihodnje. Naj se krepi zavezništvo zaupanja. S tem odpiram 6. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja. Obilo uspehov vam želim, hvala za pozornost in srečno. Spoštovani, v Slovenski vojski in v vojski imamo rek, da se po strelu puške pištola običajno več ne sliši. Ministrica za obrambo, hvala za govor, hvala za odprtje sejma. Sejem bil je živ. Spoštovani, uživajte, počutite se varno, saj smo združili znanje, moč in pogum. Prijeten dan. Povabilo seveda tudi velja po ogledu sejma in vseh dejavnosti, ki smo jih pripravili. Srečno.